Wow, zdaj grem jaz malo živo. Napovedal bi četrtkovo Zoom konferenco, četrto, zadnjo po vrsti. Tokrat bom tematiziral feminizem, prave moške pa normalne ženske. Predstavil bom dotaknil se bom teh dveh knjig. Obe tematizirata feminizem. Bolj ta prvi spol, zadnja knjiga. Se mi zdi, da bi bilo najboljše, da zaključim ta sklop 4 Zoom konferenc ravno s to mojo vodebovsko temo. Veljam na nek način, da sem slovenski Jordan Peterson, ampak bolj v tem antifeminističnem kontekstu. Vse tisto, kar se gre Jordan Peterson, v tisto ne drezam, čeprav sem sam po srcu tudi malo konzervativen. Ampak pustimo zdaj to politiko, čeprav tema v četrtek bo politična, tematiziral, torej bom spolsko temo. Antifeminizem je v bistvu domena politike, načeloma desne politike. Meni se pa zdi, da skozi psihoanalizo pač ta moj konzervativizem gravitira sicer v desno, ampak to je ena zdrava razumska drža, ki bom skušal skozi Freuda legitimizirati, zagotovo ne v mainstream, ampak kot opozicija tem nekim anarhičnim, feminističnim trendom, ki gravitirajo na levo. Ko bom pa jaz razložil teorijo Oedipovega kompleksa in ko se bom posredno dotaknil mogoče pa prve teme, ki sem jo tukaj obdelal, to je pa moralne razsodnosti, potem bo kot na dlani, da mi rabimo dan danes, če se hoče družba izvleči iz te krize, normalne moške, prave moške, ki imajo moralno razsojanje, ki so testosteronski, ki znajo ženskam izpolnjevati željo, ampak te ženske morajo pa biti pa tudi normalne. Ne bom rekel pravi so moški, normalne so pa ženske. Normalna ženska pomeni, da ni izmaličena z ideologijo feminizma. Normalna pomeni, da je tisto, kar njena telesu manjka, ta organ, epicenter njene želje. In to, kar ozaveščen epicenter njene želje, in pravi moški pa normalna ženska se štekata, pa še tako ata na mamo. In če imata še otroke, potem te otroci s tema dvema različno spolnima staršema svojo duševnost zapeljejo v normalno smer. Kar pomeni, da so zopet fantje, sinovi v odraslosti pravi moški, ženske hčere pa so prave ženske, normalne ženske, ki so zaznamovane s feminilnostjo, s sprejemajočostjo, ker so ženske genitalije sprejemajoče. Moški organ je pa dajajoč. In zato sta pravi moški pa normalna ženska kompatibilna. Skozi kompatibilnost dveh tovrstnih psih se potem aritmetična sredina prijetnosti življenja dvigne na višjo raven. Pravilno razrešen Oedipov kompleks, vse poštima. Torej, v četrtek bomo na to temo spregovorili, v živo konferenca, v živo javljanje po Facebooku ob 19. uri. Potem bom pa še nakazal, da mogoče se kdaj še kje na podoben način, polemičen način vidimo, mogoče v kakšen video oziroma vikend seminarju. Torej, to je naj bo napovednik za v četrtek ob 19. uri. Polemično bo, če boste na Zoom konferenci se javljali k besedi, mi oporekali, pričakujem moškinje, da se javite, fantinje. Moškim bom pa štango že jaz držal, ne? Torej, pričakujem, da se me boste ženske tako verbalno lotile. Se vidimo v četrtek.
Kjem pa zdaj tole ugasnil? Končaj. Pak.